Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu na kanalu Explicit. Z vami sem Daniel in na tem kanalu, kot mnogi že veste, jemljamo kripto z realnim pogledom. No in ravno pred kratkim smo imeli eksplozijo XRP-ja. Ripple je namreč dobil tožbo proti SEC oziroma Security Exchange Commissionu. Kaj bo zdaj s tem? Bomo nadaljevali rast? Bo Ripple res dosegel tarče, kot so 5 ali celo 10 dolarjev, kot nekateri pompozno napovedujejo? Vse to bomo raziskovali v današnjem videu, zato vas lepo in prijazno vabim, da se mi pridružite. Lep pozdrav nazaj. Preden začnemo, imam še kar nekaj novic za vas. Prva je ta, da ima TradingView posebno akcijo za Evropo. In v tej akciji ponuja tudi do 65% popust. Ogromno dobim vprašanj, kdaj lahko kupim pakete TradingView ceneje. Tako da to je res posebna priložnost, ki se jo splača izkoristiti. Akcija traja le do 23. julija, zato se splača pohiteti. Naslednja taka akcija je ponavadi šele za črni petek novembra. Dosegljiva je le preko spodnjega linka v opisu in pripetem komentarju, lahko pa poskenirate tudi tole QR kodo. Če se boste na novo registrirali, pa boste preko spodnje povezave dobili tudi $15 dobrodošlice. Teh $15 dobite ob nakupu bilo katerega paketa in jih lahko porabite ob naslednjem nakupu. Če morda komorkoli karkoli nejasno, naj me kar kontaktira in mu z veseljem pomagam. To je ta prva novica. Imam še eno za vas. Postal sem namreč partner z Bybitom, to je 6. največja kriptomenjalnica na svetu. Zdaj lahko kanal podprete tudi tako, da se registrirate preko spodnje povezave v opisu in pripetem komentarju, ali pa lahko poskenirate tudi tole QR kodo. Bybit je menjalnica, ki jo tudi jaz zelo rad uporabljam, ampak končna odločitev je na vas. Sprobajte jo in boste videli, kako vam kaj leži. Ok, pojdimo mi končno naprej na analize. Najprej bomo lepo obravnavali Bitcoin, ker je od njega še vedno odvisna večina kriptotrga. Na to pa bomo prišli na altcoin dneva oziroma tedna oziroma tegale obdobja Ripple oziroma XRP. Smo najprej na Bitcoin tedenskem grafu. Kdo bi si mislil, da nam bo tale meja tukaj, točno tale tukaj, povzročala toliko preglavic? Skoraj da neverjetno. Zdaj, zaenkrat za Bitcoin, kolikor vidim tle na tedenskem grafu, ne kaže nič kaj dobrega. Tukaj se nam riše tale naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. In vedno bolj se bližamo tudi njegovi spodnji meji, kar ni dober znak. Tukaj imamo tudi medvedjo divergenco. Tukaj imamo vrh, pa malček višji vrh, tem kot tukaj imamo pa vrh in nižji vrh. In tudi stokastika RSI nam tukaj kaže, kot da bi se momentum že hotel počasi obrniti navzdol. Zdaj, če mi prebijemo tole spodnjo mejo tega naraščajočega klina, potem imamo tarčo z lahkoto 20.000. Če pa Bitcoin nekako uspe osvojiti tole mejo in da doživimo nek preboj, potem imamo tarče tukajle 35, 37, lahko tudi 40.000. Tukaj imamo tudi sicer izjemen volumen, izjemen nakupni volumen, ampak ta volumen je potem kar naenkrat poniknil. Poglejmo si še dnevni graf, tudi tukaj se zelo lepo vidi tale naraščajoči klin, da ga malček popravim. Tole divergenco bom jaz kar zbrisal, ker je ne rabimo več. Imamo pa tukajle eno drugo zdaj. Tukaj, vidite, imamo vrh, višji vrh in višji vrh, medtem ko RSI nam kaže vrh, nižji vrh in nižji vrh. Tudi tukaj s patroni spremljamo zdaj že kar nekaj časa tole horizontalno linijo oziroma mejo, ki smo jo zadeli zdaj že kar nekajkrat. In ob izgubi bi lahko zdrsnili kar precej dol, sicer ta prvo mejo imamo tukaj na okoli 29.000, ampak po mojem bi lahko zdrsnili dol do sem nekje, tam nekje 28.000. Tele svečke tukaj tudi niso ravno ok, to so medvedje tračnice plus še bearish engulfing svečka. In to ponavadi pomeni, da bomo nadaljevali s padcem. Zdaj, biki očitno malček
popuščajo, nimajo več toliko moči. Poglejmo si še 4-urni graf, tole sem vam želel še pokazati in sicer, pa dajmo tole spet stran. Tukaj smo v tej konsolidaciji zdaj že kar nekaj časa in če malček točneje pogledamo, vidimo tudi, da tvorimo takle kanal. Imeli smo že lažni preboj navzgor in včeraj tudi majhen lažni preboj navzdol, ampak medvedi izgledajo kar vztrajni, zato se znova srečujemo s spodnjo mejo. Zdaj, sama struktura tegale kanala, samo gibanje cene je izredno grdo, izredna grda struktura. Tukaj imamo tudi še eno skrito medvedjo divergenco, to je, ko imamo vrh, nižji vrh, medtem ko pri RSI imamo pa vrhove na isti višini. Tako da zaenkrat za Bitcoin ne kaže nič kaj dobro. Biki se morajo izkazati. In seveda, odvisni od Bitcoina so tudi ostali altcoini, tudi Ripple oziroma XRP. Tako da XRP lahko kaže kakšne bikovske znake, ampak še vedno, če se Bitcoin spusti, potegne za sabo vse altcoine. Pa si poglejmo še XRP. Najprej XRP tedenski graf. Tukaj vidimo, da smo pri tej izjemni rasti zadeli eno kar pomembno območje tukaj, to je tole. Zdaj, pri takih pomembnih območjih smo lahko precejkrat kar zavrnjeni, če pa ne, če nam slučajno rata tole prebit, pa nas čaka potem na to še tole, tukaj in pa vrh. Tukajle. Na RSI-ju smo sicer že kar prekupljeni, ampak še vedno lahko rastemo naprej z divergencami. Stokastik RSI pa kaže momentum navzgor. Dajmo si ogledati še dnevni graf, da vidimo, če imamo tukaj kaj več informacij. Ja, ni nič kaj več informacij, še vedno delamo tole konsolidacijo. Poskušamo se pospet nazaj na tale vrh, ampak to lahko traja še kar nekaj časa, da vidimo sploh, kaj nam gibanje cene hoče povedati. Lahko da naredimo en padajoči klin in nadaljujemo rast. Lahko naredimo tudi bikovsko zastavo in še naprej nadaljujemo rast do naslednje meje. Tako da v najboljšem primeru bi jaz videl, da se Ripple obdrži kot v neki konsolidaciji, tudi če Bitcoin pade. Recimo tako, da padamo počasi dol in potem prebijamo naprej gor. Poglejmo še ARI, kaj nam kaj kaže, da vidimo po nastavitvah, da vstran trend. Ja, definitivno Ripple še vedno prevladuje na kriptotrgu. Je daleč nad Bitcoinom in nad stablecoini. RSI je tudi tukaj ratal prekupljen, vendar se je že malce ohladil. Stokastik RSI pa ostaja tako nekako neodločen. Poglejmo si še 4-urni časovni graf. Tudi tukaj pri ARI-ju zelo lepo vidimo, da Ripple zelo lepo prevladuje. Tukaj imamo sicer eno zanimivo stvar, lahko da to izgleda kot dvojno dno. Malček moramo sicer še počakati, da vidimo, kako se bo izpeljal tale retest tele neckline meje, ki jo znamo v kratkem testirati glede na to, da se momentum počasi obrača navzdol. Tako da moje mnenje bi XRP lahko dosegel mejo $5, $10. Ja, vsekakor, ampak nikakor ne zdaj. Predtem ima še ogromno pomembnih mej, ki jih more prebiti navzgor. Tako da bodite previdni pri takih napovedih, naučite se sami delati analize in sami sledite gibanju cene. To vam bo najbolj pomagalo od vsega. Vsekakor pa ne slediti takim pompoznim napovedim, treba je ohraniti trezno glavo in s trezno glavo iti na trg, ker če ne, nas to lahko pogubi. Naj se zahvalim še patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda so v zameno tukaj tudi dodatne vsebine. S prvim paketom dobite dostop do analiz tudi drugih trgov, kjer spremljamo na primer tudi delniški trg, pa zlato in srebro. S paketom višje pa dobite dostop do videotehničnih analiz, kjer spremljamo tudi manjše intervale. Tako da dobite še boljši vpogled v to, kaj dejansko spremljam. Ta paket lahko zdaj pridobite tudi za 7 dni brezplačno. Zato predlagam, da sprobate,
izgubiti nimate kaj. Poleg tega pa imajo patroni še poseben popust na moji spletni trgovini, kjer prodajam posebne indikatorje. Ves vložek, ki so ga do sedaj naredili za moj kanal, lahko porabijo kot dobro imetje pri nakupu indikatorjev. In tako lahko nekateri celo nakupujejo brezplačno. Vedno bom gledal na to, da patroni dobijo največ, zato preverite. Morda najdete kaj primernega za vas. In poleg tega imam na spletni trgovini še 30% popust na vse RSI indikatorje. To so posebni, naprednejši indikatorji, ki jih ne boste našli nikjer drugje. Imajo namreč možnost posebnih nastavitev, kombinacijo z drugimi trgi, zdaj je še novost prikaza divergenc in te indikatorje bom konstantno nadgrajeval. In dostop do teh nadgradenj bo brezplačno za vse tiste, ki jih kupite. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Kaj si vi mislite o teh analizah? Se strinjate z njimi, se ne strinjate z njimi? Ste morda vi kaj opazili, kaj drugega? Nekaj, kar sem morda jaz pregledal? Kar napišite mi spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. Vesel bom tudi delitev tega videa z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Kaj bomo imeli naprej? Vsekakor bomo spremljali kriptotrg še naprej, še posebej Bitcoin, ker je še vedno največ odvisno prav od njega, ampak čaka nas nadaljevanje analiz altcoinov. Najprej bomo imeli žreb komentarjev izpod prejšnjega videa in nato analize teh izžrebanih altcoinov. Pripravljam tudi video o pravilni uporabi RSI, AI trgovanju in še in še. Vsekakor se jih ne bo splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj obvestil. Hvala vam za pozornost, jaz vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.